Lep dober večer vsem skupaj, še posebej pozdravljam prevajalce iz tujine, ki so na tem prevajalskem seminarju tukaj v Sloveniji, pa seveda organizacijsko ekipo, ki je tako vestno zadala si program, pa seveda tudi oba sogovorca, gostiteljico iz Foruma slovanskih kultur, doktorico Andrejo Richter in VD direktorja Jaka, doktorja Dimitrija Rupla. Naslov današnje okrogle mize je Pavlihe in tečnobe. Naslov je nekoliko karikiran, seveda niso literarni liki samo Pavlihe in tečnobe, ampak še marsikaj drugega. Ampak osnovna tema je pogovorni jezik v knjižnem prevajanju. V knjižnem prevajanju se srečujemo z dialektom, z nižjim in višjim pogovornim jezikom, z slengom ali kombinacijo teh socialnih zvrsti in to zna predstavljati kar en izziv pri prevajanju, ki ga je treba premostiti, rešiti na nek način, da potem liki in tekst zaživijo, da so avtentični, berljivi in da stvar grobo povedano funkcionira. Danes so moje gostje, 3 ugledne prevajalke. Bom začel z moje leve, doktorica Đurđa Strasoglavec, potem Saša Erele in pa Simona Škrabec. Dovolite, da vam jih na kratko predstavim. Ko sem se pripravljal, je pisalo v biografiji Simona Škrabec, da je že prejela Lovrinovo diplomo, ampak kot smo videli, je to dobila šele zdaj. Ampak razglašeno pa je bilo seveda že prej. Simona Škrabec je slovenska literarna zgodovinarka, pisateljica, prevajalka in esejistka, diplomirala je iz nemškega jezika in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1992 se je preselila v Barcelono, kjer živi in dela. Leta 2002 je doktorirala na Barcelonski avtonomni univerzi z dizertacijo o identitetnih znamenjih v srednjeevropski literaturi, za katero je prejela prestižno nagrado fundacije, to bo malo pomoči pri izgovoru, Jaume Bofill. Škrabčeva je prevedla številna dela iz katalonščine ter španščine v slovenščino in obratno in je prava ambasadorka med temi kulturami. Prevaja tudi iz srbščine, objavila je številne eseje v katalonskem revijalnem tisku in velja nasploh v Španiji za ambasadorko srednjeevropske literature in kulture. Potem Saša Erele je francistka in komparativistka ter prevajalka iz francoščine, prevaja leposlovna in strokovna besedila s področja humanistike. Za prevod romana Hadrianovi spomini Marguerite Yourcenar, Marguerite Yourcenar si kar precej prevajala, je leta 2003 prejela priznanje za mladega prevajalca. Kot urednica je sodelovala pri Modrijanovi zbirki Euroman, je tudi dejavna članica Društva slovenskih književnih prevajalcev ter članica njegovega nadzornega odbora. Leta 2017 je prejela Sovretovo nagrado za vrhunski književni prevod za roman Marguerite Yourcenar Splet večnosti. Doktorica Đurđa Strasoglavec je prevajalka iz južnoslovanskih jezikov, članica upravnega odbora Društva slovenskih književnih prevajalcev ter predavateljica južnoslovanskih književnosti in prevajanja v slovenščino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot prevodoslovka se poglobljeno ukvarja z interferencami pri prevajanju iz v južnoslovanske jezike. Njen prevajalski opus je res zajeten, več desetine knjig, prevodov predvsem iz južnoslovanskega prostora, tudi številni klasiki iz tega prostora je prevedla in jih unesla v slovenski jezik. Vodila je več mednarodnih in slovenskih prevajalskih delavnic in seminarjev. Takole na kratko sem vas predstavil, zdaj pa in medias res, torej vsak prevajalec in gotovo tudi ve, ki ste prevedli desetine proznih tekstov, se slej ko prej sreča s tem, da v izvornem jeziku, v izvorni knjigi naleti na pogovorni jezik, pa naj si gre za narečje, sleng, pogovorni jezik, lokalno barvan ali ne. Se spomnite, kdaj ste se prvič soočile s tem problemom in kako ste se ga prvič lotile reševati? Mogoče Đurđa, če začneš, prosim. Ne znam odgovoriti, ker ne spomnim se. Zdi se mi, da vsako besedilo, ki ga dobim v roke, vsebuje nekaj, kar ni samo knjižni jezik, je več različnih socialnih zvrsti, več različnih funkcijskih zvrsti, tako da prav moram pomisliti, morebiti kakšen res
strokovni znanstveni članek, pa še tu ne, ker se teme, s katerimi se jaz ukvarjam, dotikajo tudi tega. Tako da resnično močno dvomim, da je eno samo besedilo, kjer tega ne bi bilo. Mogoče bi zdaj kdo pomislil, ker najbolj sveža stvar je Ivo Andrić, da tam tega ni, ne, tudi tam je. Tako da nimam odgovora na to. Skratka, ta pisana množica socialnih zvrsti je prisotna v literaturi pravzaprav že od nekdaj in se prevajalci soočate z njo, tako rekoč pri vsakem prevodu, če sem prav razumel. Jaz lahko zase govorim, zdaj pa ne vem. Ja, morda pri Saši vprašam to. Prevajala si Marguerite Yourcenar, za njo vemo, da ima zelo dodelan visok jezik, ampak si se po svojih prevajalskih delih srečevala tudi z drugimi socialnimi zvrstmi jezika. Sem se, ampak moram reči, da imam mogoče ravno nasprotno izkušnjo, ker sem pa veliki večini prevajala klasiko ali pa humanistiko. Tam seveda je to povsod prisotno, ampak nikakor ni bilo tako zelo izrazito kot recimo v zadnjem romanu, ki sem ga prevedla in pri nekaterih, s katerim se bom zdaj v kratkem pač ukvarjala, tako da zame je to precejšnja sprememba bila paradigme. No, jaz sem se mogla tega prav tako študijsko pravzaprav vnaprej sem se lotila, ker ko sem pač na te knjige naletela, sem se pač vanje zaljubila in sem si rekla, to bom jaz nekako plasirala zdaj in moram takoj začeti nabirati gradivo, ker pač tega ne bom iz prve roke znala recimo, ne vem, v nekem kratkem času, a ne nabrati. Je pa res, da so tudi zelo specifične pač stvari bile, a ne. Jaz bi mogoče, ne vem, no, povedala to, da kar se francoske literature tiče, ne, vse, kar je pač povezano s pogovornim jezikom, oziroma v literaturi, a ne, se tako drugače pač navezuje na pisatelja, ki je bil pač na tem področju pionir, in to je Ferdinand Céline. On je v 30 letih napisal slaven roman Potovanje na konec noči, ki ga gotovo vsi poznamo. In pač kot prvi uvedel literaturo, argo, sociolekte, ogromno pač novotvorb, pač vsega, kar si je sam zmišljeval, a ne. Ampak to je poleg pač vsega tega besedišča pri njem izjemno pomemben ritem, čemur se reče pač v francoščini, pač temu njegovemu specifičnemu celinskemu ritmu la petite musique célinienne. Skratka, besedišče na eni strani, ritem na drugi strani, je pa to seveda, to ni navadna povliščina, to je visoko stiliziran, literariziran pač pogovorni jezik. Pri nas smo recimo prevod tega dela dobili šele v 70 letih in to pač je delal eden najboljših prevajalcev sploh, Branko Madžarevič. Nobeno drugo njegovo delo ni bilo prevedeno, že to samo po sebi marsikaj pove, res gre sicer za kontroverznega avtorja, ampak ni v bistvu krivo samo to. Hočem reči, da vse, kar v francoščini nastaja pač v tem jeziku, je pač nekako pod patronatom tega avtorja. In stvar, na katero sem jaz prvič naletela, je natančno taka prvoosebna pripoved v slengu, pravzaprav v neki reperski pravzaprav govorici, močno ritmizirani. In skratka, pač stvar me je navdušila, ampak sem vedela, da se bom mogla na to pripraviti in sem začela pravzaprav že 2 leti prej raziskovati, no, v tem smislu. Tako je pač bila moja izkušnja. No. Temu se še vrnemo, ker je pač stvar iz prakse, zanimiva izkušnja, torej različne izkušnje glede sociolektov pri prevajanju. Kako je bilo pa z vami, doktorica Škrabčeva?
Zgleda, deliva tudi mikrofon. Ja, v mojem primeru, jaz bi odprla tukaj mogoče eno zanimivo temo, mislim, nasploh o tem, kaj literarno prevajanje počne za jezik. Mogoče poznate tega ameriškega teoretika prevajanja Lawrencea Venutija, ki ima v svojih zadnjih tezah trdi pač, da je prevajanje ravno tista dejavnost, ki ustvarja standardni jezik. Se pravi, avtorji imajo to svobodo, da lahko pišejo v različnih slogih, uporabljajo različne nivoje, medtem kot prevajalci smo pa zelo pogosto vezani na to, da je ta jezik vsem dostopen in da je to jezik, ki ga vsak lahko prepozna, ki ne moti, ki ni moteč. Zato imamo pogosto to izkušnjo, da kadar prevajamo, na nek način, jaz pravim, da likamo avtorja, da ga spreminjamo vse tisto, kar bi bilo lahko moteče ali pa nenavadno. Zelo pogosto tudi moje izkušnje s kakšnimi uredniki so včasih prav zoprne v tem smislu, da je treba vse narediti domače in nenavadno. S tem, da moja izkušnja tudi zelo različna v obeh tujih jezikih, katera prevajam, zaradi tega na eni strani je španščina, to je ogromen jezik, primerljiv s francoščino, angleščino, se pravi, to govori 400 milijonov ljudi na svetu in se pravi, ko ti prevajaš nekoga, moraš prevajati v tem smislu, da bo to tekst, ki bo berljiv povsod. In dejansko obstaja španščina, ki je berljiva povsod, čeprav seveda, ne vem, Mehičana prepoznaš po naglasu takoj, ampak knjige niso tisto, kar ljudje govorijo, knjige so tisto, kar je napisano in ta jezik obstaja, in to je jezik, ki ni samo knjižen jezik, mogoče kot v francoščini, ki ima ki je tako zaznamovan z vso to močno tradicijo. V španščini bi rekla, da je mogoče tudi sam pogovorni jezik ali pa tudi recimo vsi ti slengi ali pa govorica kriminalcev in tako naprej, ima čist neko določeno način, kako se to prenese v literaturo, zato da deluje na tem ogromnem področju. Se pravi, kadar prevajaš v španščino, imaš ta občutek, da je tukaj nekaj, kar že je in mogoče niti ne moreš tega kaj dosti rušiti, ker je jezik tako velik. Medtem ko v katalonščini je pa seveda tako, kot prevajati v slovenščino. Se pravi, da prevajalci ustvarjamo šele neko tradicijo, na katero se bo mogoče nekdo lahko navezoval in zaradi tega je meni zmeri veliko bolj zanimivo prevajati v katalonščino v tem smislu, ker lahko tudi najdeš neke sogovornike, bralce, urednike, ki jih pravzaprav zanima tisto, kar jaz še ne vem ali pa tisto, kar je drugače in se lahko to potem tudi nekako prenese. To je bilo že moje naslednje vprašanje, pa ga je delno dr. Škrabčeva že načela, torej o socialni zvrstnosti posameznih jezikov. Slovenščina je precej razčlenjena, kot vemo, obstaja knjižni jezik, obstaja knjižni pogovorni jezik, obstajajo te interesne govorice, sleng, argo in tako dalje, narečja, izrazito bogati smo po narečjih. Ti mnogo večji jeziki, recimo, nimajo toliko narečij, tudi glede pogovornih jezikov so drugačni. Recimo v Sloveniji imate regionalne pogovorne jezike, štajerski pogovorni jezik, pa ljubljanski, pa novomeški, celjski, skratka, vsi večji centri imajo neke svoje pogovorne jezike, ki so morda blizu knjižnemu jeziku, splošno pogovornemu, ampak hkrati imajo določene leksične posebnosti. Kako je torej v teh jezikih, iz katerih primarno prevajate, kakšna je ta razčlenjenost socialnih zvrsti jezika, da potem malo primerjamo za slovenščino, pa potem, da vidimo, ali so tu že kakšne težave, ali to poteka bolj gladko. Predlagam, da se midve deliva mikrofon, da ima Nino. Se mi zdi, da, kaj vem, v slovenščini v bistvu že, mogoče zadnje leta že malo boljšno, ampak je že prepad med knjižnim in pogovornim jezikom precej velik. Že tukaj se mi zdi, ima prevajalec pač veliko dela. Druga stvar pa je, da recimo, kar se francoščine tiče, kar pač o tem lahko govorim,
francoščina je veliko bolj, seveda, ker ima toliko več govorcev, veliko bolj razplastena. Pač njihov pogovorni jezik, če se samo na to omejim, pač zajema ogromno pač, registrov, se pravi med recimo nekim obče pogovornim in nizkim ali pa vulgarnim. Vmes pač imaš, ne vem, familije, trivial, popular, pač skratka, v bistvu ta gradacija je veliko bolj izdelana. Pri nas pa recimo zelo hitro obsojen, bodi si na neko knjižno ali pa neko pač recimo obče pogovorno besedo, naslednja, ki jo imaš pri roki, je pa že recimo vulgarna. Se mi zdi, da ob to se lahko kar hitro zadeneš. Recimo, ne vem, en tak zelo banalen primer, recimo beseda za recimo pri telesnih delih ali pa pri recimo le seks kot pač spolni uspolovilo, ta beseda pač v francoščini deluje v vseh mogočih kontekstih, vključno z pogovorom, dialogom. V slovenščini boš zelo težko uporabil besedo spolni ud ali pa spolovilo v nekem dialogu, ker deluje papirnato. In potem si v takih primerih dostikrat postavljam pred neko dilemo, recimo kako v bistvu reševati to, ali višati register, znivelirati zadevo. Nižanju registra običajno nismo tako naklonjeni, recimo zdi se mi, da je ena taka dobra rešitev v tem primeru, recimo iskati kakšne mogoče domiselne besede ali pa kakšne ekspresivne izraze, ki so recimo v slovarju opisani kot ekspresivne, jih uporabiš, v bistvu narediš nek žmoht, ampak v pogovorno pač območje pa vse skupaj potem povleče konteksta. Tukaj v bistvu delaš potem z nekimi kompenzacijami, da pač to dosežeš, recimo. In v tem smislu tudi lahko dejansko prevajalec pač odigra pač zanimivo vlogo, ker lahko na ta način mogoče v bistvu tudi splošno ali pa pomaga v splošno rabo potegniti ene besede, na katere mogoče naletu, to pa pač nekje, kjer hočem reči, bom dala en primer, tudi z tega področja, ki ga sicer še nisem uporabila, ampak v enem od pač teh romanov je pomemben motiv kunilingus, se opravičujem. In pač v romanu pač uporabljajo za to več različnih pač izrazov, za katere pač pri nas nimaš nekih blazno razplastenih različic. In spomnim se, da je bilo pred par leti je bil pač tisto pač nek pač nek škandal, se veliko, ko pač o teh stvarih govori, pa mislim, da je bil nek ravnatelj in učiteljica in pač neka tragična zgodba in to. In je nekdo na forumu pač uporabil besedo ljubkovati veveričko, recimo. To je en tak primer pač nekega ekspresivnega izraza, ki ni v splošni rabi, ampak ki ga lahko recimo uporabiš, zato da ne nižaš registra in da obenem v bistvu ne uporabljaš skozi enega nistega recimo izraza. To se mi zdi recimo ena taka zanimiva ne vem, stvar, ki... Isto vprašanje za Đorđo, torej prevajalci morate biti poznavalci tako socialne zvrstnosti izvirnega jezika, kot tudi jezika, v katerega prevajate. Da, bom odgovorila, ampak najprej bi se navezala na to, kar je rekla Saša. Sama prevajam torej iz in v južnoslovanske jezike. Drugi južnoslovanski jeziki so, kar zadeva narečja, nimajo toliko narečij, jih pa imajo in imajo tudi zelo izrazite razlike med regijami, torej pokrajinami, regionalno, pokrajinsko, visoko, nizko. Poleg tega je to območje,
kjer je zelo veliko prehajanja med refleksijata, torej praslovanskega eja, ali je to i, ali je e, ali ije, ali je in tako naprej. In to je tudi območje, kjer je besedišče, ki zadeva spolne prakse, da tako rečem, zelo razplasteno. In Saša, če potrebuješ kakršnokoli pomoč glede tega slovenskega izrazja, se kar obrni name, ker sem se glede tega, ni zdaj, da se hvalim, ampak tako je pač naneslo, da sem se zelo izverzirala, ker sem tudi nekaj zelo tozadevnih romanov prevedla. Tako da ti lahko kaj pomagam, če bo treba. Nino, kar pa zadeva vprašanje, da seveda, prej je gospod Rupel zelo zanimivo se izrazil, da je prevajanje transportno podjetje. Če je to tako, potem mora biti prevajalec ne samo strojevodja, temveč mora biti tudi, kaj so tisti nekoč bili, kurjač, sprevodnik, kuhar, skratka, v eni osebi mora biti združeno vse osebje, ki skrbi za to, da se, recimo, da je vlak, to transportno sredstvo, da se premika. To je ideal. Žal pa vemo vsi, da je to zelo težko doseči, ker vsega tudi ne moreš vedeti in za vse tudi ne moreš biti strokovnjak in vse ti tudi ne leži. Komu kaj leži, komu pa ne. Tako jaz vidim. Simona, kaj bi vi rekli? Ja, o teh transportnih podjetjih naj vas spomnim, da v grščini metafora pravzaprav pomeni dobesedno to, ne, je prenesti iz enega prostora na drugega in jaz se spomnim, da so mi enkrat objavili en članek, v katerem sem govorila o tem in so poiskali fotografijo grškega preseljevalnega kamiona, ki je pisalo z grškimi črkami metafora in sem pol res videla, da za njih to še zmeri čisto dobesedno pomeni, da prenašamo stvari iz enega kraja na drugega. Jaz bi odgovorila na tvoje vprašanje tudi o tej primerjavi, kaj je pravzaprav slovenščina v primerjavi z drugimi jeziki. Spet ta razlika med španščino in katalonščino. Španščina jo bomo pustili zdaj ob strani, to je ta svetovni jezik, ki da ta občutek od zunaj, da je to enotno. Ne? Tako francoščina, angleščina, najbrž se nam zdi, da o tem nimamo kaj dosti razpravljati, ko rečeš, da je prevod v španščino, se ti zdi, da je to pač ena sama. Ne? Čeprav so razlike seveda geografske, ogromne. Ne? Govoriti o snegu v eni tropski deželi verjetno ni isto, kakor govoriti v Sloveniji, ampak seveda to obstaja. Medtem, ko katalonščina ima pa zelo poseben primer in čisto drugačen pravzaprav od slovenščine. Zaradi tega, ko se moderni jezik formira po srednjem veku, nastanejo 3 kraljestva, Balearski otoki, Valencija in sama Katalonija, ker jih pač tako osvojijo ti katalonski kralji, ne, te dežele od Mavrov, in potem to izrazoslovje ostane vse do danes. Tako da, ko se jezik obnavlja na začetku 20. stoletja in se naredi en velik slovar vsega tega, ko se popiše ta jezik, ima slovar naslov, slovar katalonskega, balearskega in valencijanskega jezika. Se pravi, nikoli se to ne združi v en sam pojem, dejansko ne, in tudi razlike med temi 3 variantami so dosti velike. To niso dialekti, res, ampak marsikaj drugega je tudi drugače. Razlike v spreganju glagolov, končnicah, način, kako se piše in to nekako obstaja. In oni se zelo dobro zavedajo tega, da pravzaprav nimajo čist poenotenega jezika, samo s tem, da se katalonska kultura nikoli ni trudila, da bi pravzaprav to dosegali, ampak obstajajo kot pluricentralističen jezik. Se pravi, da se te 3 centri med sabo, središča med sabo oplajajo, se med sabo spodbujajo, se med sabo poskušajo ustvariti en medijski in literarni prostor, v katerem se raste nekako usporedno. Se pravi, ni nikogar, ki bi popolnoma prevladoval. S tem, da je treba misliti pa tudi na to, da je katalonska kultura ves čas pod pritiskom, tudi do nas, pod to slavno še eno drugo krilatico, ne, divide et impera, razdeli in boš vladal. Se pravi, od zunaj
Kataluna in sploh iz Španije, pa se govori o tem, kako je valencijanščina popolnoma drugačna, kako je Baljari bi mogli imeti 4 ali pa 5 različnih jezikov, zaradi tega, da bi bilo to vse jasno. In je pol tudi ta boj, nekako dokazati, mi se med sabo razumemo. Zaradi tega je tudi v medijih, recimo, odnos do narečja ali pa odnos do neke lokalne obarvanosti ali pa tudi do socialnih razlik zelo drugačen, tako da naprimer napovedovalci ali pa novinari na javni televiziji ali pa na radiju se od njih dejansko pričakuje, da ne izgubijo svojega naglasa. Zaradi tega, vsaj deloma ne, zaradi tega, ker je zelo pomembno, da nekdo na televiziji govori po maljorško ali pa iz Lleide ali pa iz Valencije. In tudi, ko pišemo, recimo, sodeluješ v literarnih revijah in se potem nekje na sredi srečamo in rečemo, dobro, v redu, jaz bom napisala, jaz ne morem vaših končnic glagolov uporabljati, ampak lahko pa seveda hočem Valencijo objavljati in potem se lahko razumemo med sabo in je neka taka toleranca pravzaprav v tem. In to je nekaj, kar jaz dejansko zelo pogrešam v slovenskem svetu. Se mi zdi, da gremo popolnoma v napačno smer, ker hočemo ustvariti en jezik, ki bi bil popolnoma poenoten in se ne zavedamo tega, da je bogatstvo slovenščine, pravzaprav vsa ta razvejenost, ki jo jezik kot tak ima in vse tisto, kar v tem jeziku obstaja. Zaradi tega jaz tudi tako rada po ribenško govorim, recimo, ker se mi zdi, da če že tukaj sedim, potem naj se vse sliši, da imaš lahko doktorat, pa vseeno govoriš po ribenško. To je vsekakor zelo kulturni kontekst, v katerem se izraža ravno ta raba teh socialnih zvrsti, kakšen je odnos, da je bilo zdaj lepo opisano. V slovenščini pa pač književni jezik, najbrž tudi zaradi tega, ker smo dialektološko tako razčlenjeni, da se en človek iz Prekmurja težko razume z nekom tam iz krajnega zahoda, iz Rezije, skratka, je književni jezik, je pa res, da je materni jezik je narečje, vrejeni smo narečje. In en ameriški slovenist, jaz sem pozabil, kako se piše, z glasoslovjem se ukvarja, je rekel, da književni jezik ogroža narečja slovenska. To je tudi vprašanje tega, kaj pravzaprav je književni jezik, se pravi, kaj je jezik, ki je napisan v knjigah. Predvsem pri dramatiki verjeten bi najbolj jasno lahko se o tem pogovarjali, na kakšen način dramska besedila prevajamo, ki jih je treba izgovoriti. Ja, vsi ti jeziki imajo svoje socialno-lingvistične specifike, slovenščina ima prav tako, zdaj pa pred vami se pojavi nek problem, kako določen sociolekt prenesti v slovenski jezik. Saša je prej govorila o tem, o tistem reperskem slengu, pa to, ki se ga morala lotiti, priučiti. Đurđa je govorila o tem, da vse socialne zvrsti niso enako blizu, mogoče ne vem, kaj točno mislila, ali narečje, ali karkoli drugega, ampak vse je normalno, da vseh registrov jezika ne moreš obvladati nekega jezika. Tudi v slovenščini mi ne obvladamo vseh registrov, obvladaš svoje narečje, obvladaš knjižni jezik, morda obvladaš še kakšno drugo narečje, sleng svoje generacije, čisto vsega pa ne, nikakor. Skratka, in ravno pri prevajanju lahko naletiš na kaj takega, kar ne obvladaš ali pa ti ni blizu, ampak moraš pa rešiti to zadevo. Če smem zdaj jaz začeti, ko sem rekla, ti ni blizu, se pravzaprav nisem mislila nase, ker sama sem se tako odločila, potem pa je to sčasoma se kar me prijelo, da ne rečem, da mi nekaj ni blizu ali pa nekaj mi je blizu. Vse mi je, rečemo južni Slovani, ravno mi je. Torej, ko pride, se bom tega lotila in se bom bodisi priučila, bodisi pa bom posegla po svoji izobrazbi, da tako rečem, ker sem diplomirana slovenistka in ne diplomirana samo, kar zadeva dialektologijo, vokalizem, konsonantizem na fakulteti, temveč diplomirana tudi stiki naravnih govorcev teh, bodisi narečij, bodisi socialnih drugih zvrsti, ker sem imela to srečo, da sem živela v študentskem domu, tamle čez, v bloku 5, kjer je bila vsa Slovenija in sem se res veliko naučila. Prej smo se pogovarjali, ne vem, Simono, kako se ti včasih zgodi, da se nečesa učiš, pa sploh ne veš, da ti bo to kdaj prišlo prav.
To se je na primer meni zgodilo s tem. Zdaj sem pa se zgubila in sem pozabila, kaj je bilo vprašanje, pardon. Nino, se spomniš? No, Tako sem poslušal, da... Lahko pa tudi predam Saši. Ja. Meni tudi ne vem, kaj bi bilo zdaj vprašanje. Vprašanje je bilo, spomnil sem se, vprašanje je bilo ravno to obvladovanje teh različnih sociolektov, ne, da lahko naletiš na tekst, v katerem... Tako, naletiš, takrat potem, če ne obvladaš in če ni možnosti, da bi obvladal, pač rečeš, tega ne zmorem. To je znova spet ideal, ne? Kako pa potem se tega lotiš, če zdaj meniš, da zmoreš in ti je v teoriji jasno, se mi pa zdi, da v takih primerih potem pa res si moraš zelo pomagati, ne se zanašati samo na lastno mnenje in na lastno prepričanje, temveč ne samo enega informatorja, temveč več in vprašati in potem povratne informacije upoštevati. In tudi velikokrat, vsaj pri meni, moje izkušnje so takšne, zelo pomembno je, koga vprašaš in zelo pomembno je, kako in kaj vprašaš. Da mu ne položiš že odgovora v usta, temveč ga prepustiš in on pravzaprav ne ve, kaj ga ti sprašuješ, ne? Da ne dobiš napačnih rezultatov. Saša, zdaj pa ti res dam. Ne vem, jaz mislim, da nekaj sem že o tem povedala, jaz sem se pač bila prisiljena nekako mogoče malo bolj študijsko lotiti vsega skupaj, no. Kako se študijsko lotiti reperskega slenga? Zelo preprosto, poslušaš besedila, jih bereš, si spisuješ. Obstajata trenutno celo dve fini zbirki v bistvu reperske poezije, ki sta bili pač objavljene, mislim, da je Aljoša Harlamov uredil, druga pa Saksida, ali ne vem točno kdo, no, v glavnem. Se tukaj v bistvu imaš, se pravi, na eni strani imaš besedišče, na drugi strani imaš pa ritem, ki ti mora prejiti nekako v kri, ne. Vsaj meni je recimo to pomembno, oziroma nekako sem si izbrala taka besedila, oziroma me zanima taka besedila, pri katerih je pač ritem zelo pomemben. Eden od tekstov, ki ga bom delala, ki je pravzaprav tudi večino v pogovornem jeziku je celo v verzih. Tako da, kaj vem, mogoče, kar se tega ritma tiče, no, se mi zdi, da ta pogovorna skladnja v slovenščini se seveda zelo razlikuje pač od knjižne skladnje, ne, in je izredno bogata. Imamo v končni fazi tudi zelo bogato pripovedovalsko tradicijo, vse Slovenije, recimo, kar se tiče pravljičarstva in tako naprej, ne. Že iz tistega recimo lahko marsikaj povlečeš, ali pa, ne vem, pripovedovalski festivali v bistvu to tradicijo zdaj zadnje leta pač prevzel in zelo razvil, recimo, ne vem, meni se zdijo vse te zadeve zelo zanimive. Mogoče določenih stvari, ki jih z besediščem ne moreš tako zelo natančno ujeti, lahko tudi tukaj kompenziraš, oziroma ta del se mi zdi ravno tako pomemben. Tukaj si zelo svoboden, lahko si zelo ustvarjalen in ne vem, to se mi zdi ena taka baza, no, ne vem, kaj vi dve pravite. Ponavadi jezik tudi označuje govorca, ne, torej, ne, če ni že pogovorni jezik, je to manj izobražen človek, bolj ljudski, če bolj izbrani višji pogovorni jezik, ne, če uporablja narečje v določeni govorni situaciji, to pomeni nekaj, ne, ali pač se počuti domače v nekem okolju ali pa pač ni vešč, recimo knjižnega jezika, ne. Skratka, cel kup nekih kontekstov je, ki jih je treba dekodirati in prenesti v nov jezik, ne, v katerem pa tudi morajo funkcionirati, kar je včasih možno, ker obstaja kak paralelizem, včasih pa ni tega paralelizma in mora narediti prevajalec neko inovacijo, ne. Tukaj dodala en primer, ki se je meni zdel zelo zanimiv in ki nas tudi odnese majčkeno ene druge vode, o katerih nikoli ne razmišljamo, kadar govorimo o pogovornem jeziku ali pa o slengu.
ki je, da jezik ni večen, ne? Se pravi, jezik se ves čas spreminja in skozi čas se spreminja in pravzaprav, da prevajanje je tista sredstvo, s katerim se približamo tistim, ki so daleč v prostoru, ampak tudi tistim, ki so daleč v času. Ne? In se pravi, vsak jezik pravzaprav ima tudi neko stopnjo, ki je bil drugačen v času. Meni se je to zgodilo z enim konkretnim pisateljem, Jaumejem Cabrejem, zelo znanim katalonskim pisateljem, že najprej pri prevodu prvega romana Vnuhova senca, kjer nastopa en zelo čuden junak, stric Maurici, ki je tako tak samotar, pa živi v svoji hiši, pa skozi neke te stvari iz papirja dela ta origami in sploh je zelo hudoben, pol so zgodovino družine spremeni in marsikaj uniči, ampak on piše, se pravi v romanu ne govori, temveč piše v jeziku, v ortografiji, v pravopisu, ki je bil veljaven pred ta zadnjo veliko reformo katalonskega jezika. Se pravi, tukaj je vprašanje, ne kako bomo zapisali tisto, kar govorimo, temveč kako bomo prenesli do nas en pravopis, ki ni več veljaven. Ne? In to je bil zame zelo vprašanje, ker je pa izjemno ironično, zato ker pisatelj se zelo zaveda, da piše v jeziku, ki ni utrjen, da piše v jeziku, ki nima neke tradicije bajne in se spominja tega, da to, kar mi imamo, ta jezik, v katerem ustvarimo, pravzaprav je jezik, ki ga imamo šele 100 let, ni jezik, ki bi obstajal od zmeri. In potem sem premišljala, kaj narediti in vem, da sem pač iz te škrabčeve družine in sem rekla, Stanislav, zdaj mi boš pa pomagal. Ne? In sem šla brati Stanislavove spise in podčrtovati, kako je Saša naredila z raperi, ne? In iskati vsaj neki izrazov, vsaj neki, da bi nas odneslo v ta prostor pred neko reformo, ne, v katerem bi bil jezik čuden. Potem je pa Cabrej v naslednjem romanu, ki sem ga prevedla, ki ima zdaj naslov slovenščini Sodnik, postavil pa še en večji problem, ki sem imel pa čudovit, ki je pa, kako nazivamo javne funkcije. Ne vem, tukaj smo imeli ministre, imamo in seveda tega v slovenščini ni več, ker smo tisto avstrijsko šolo izgubili, po je bil socializem, smo bili tovariši in tovarišice, zdaj imamo nekje kakšne gospode, še vemo, ki si pišemo takole maile, noben ne ve, če bi rekel draga Saša ali pa draga Đurđa, ali bi rekel spoštovana, tu sta obe stvari, ki imamo, drugega pa ni. In pol ta sodnik je v katalonščini naslov senjorija, ki je naziv specifično za sodnike. Zaradi tega v katalonščini in španščini so vse te hierarhije ohranjene, se pravi, predsednik države je molt honorable, potem ministra so honorables in tako naprej. In to v slovenščini nimaš kaj s tem početi, dokler nisem na internetu, ker slovenščina ima na internetu čisto vse, našla ene slovnice za gimnazijo oziroma za te srednje šole v avstrijskih časih, kjer je bilo zelo natančno popisano, kako se vsaki stvari reče. Se pravi, če se cesarju pišeš, moraš tako. Če se piše kneginjam in tako naprej, se more. In, tukaj imam prav fotokopijo, pravi vitezom, plemenitikom, visokim uradnikom in komu še se reče preblagorodni gospod. In potem je seveda v naslovu romana se mi je zdelo, da preblagorodni gospod bi bilo prehudo, ampak je potem ta gospod sodnik bil res tako. In odkriješ pravzaprav, kako ponosni smo lahko na svoj jezik, zaradi tega, ker smo uspeli skozi to evolucijo ga očistiti nekih hierarhij socialnih, ki v drugih jezikih obstajajo. In v slovenščini se tega ne da delati in upam, da se ne bo nobenemu prišlo na misel, da moramo zdaj govoriti spet o eminencah in podobnih stvarih. Tako da mislim, da tudi to vprašanje teh nivojev, ne, ni samo vprašanje, kaj delamo, ne vem, s pogovornim jezikom, ampak je tudi vprašanje, na kakšen način pravzaprav vidimo družbo. Ne. Tako da je zelo široko. Absolutno, kultura se odraža v družbi in zdaj, ko ste izpostavili ta diahronji aspekt, skratka še ena dimenzija več, ne, za razmislek in za delo prevajalcev. Skratka, pa smo zdaj že pravzaprav načeli en izmed teh naših tem, ki smo jih predvideli v tem pogovoru, konkretni specifični prevodi, v katerih ste se spopadli z kakšnimi izzivi. Recimo Đurđa ima kar cel kup romanov, v katerih
je pisana množica različnih sociolektov. Eden od takih avtorjev je Kristjan Novak, hrvaški pisatelj, zelo priljubljen. V zadnjem desetletju 2 njegova romana si prevedla Črna mati zemlja in Cigan, ampak najlepši. Tu je cel kup različnih govorov, no, od narečja do slenga, pogovornega jezika, mešanica teh stvari, ki se pač prilagajajo v govorni situaciji govorca. Pa še to moram povedati, večina teh naših stvari se navezuje na dialoge v romanih. Niso romani pisani v slengu ali pa v narečju v celoti, ampak zgolj dialogi po večini. Kaj naj zdaj rečem? Da, res je. Res je. Kristjan Novak je res odličen avtor, kar zadeva način tematiziranja strašnih, travmatičnih, groznih pravzaprav stvari, in jaz sem mu rekla, da lepo prosim, da če se nadeja, da bi karkoli jaz imela s prevajanjem njegovega 3. besedila, ali lahko te travme malo umakne, ker jaz ne morem tega več, ker sem tako moraš v to poglobiti, da potem si čisto v tem, in res po Črni materi zemlji nisem spala dolgo, po Ciganu sem pa bila žalostna dolgo, ampak pustimo to. Odločil se je Kristjan Novak, da njegove literarne osebe govorijo če so iz Međimurja, da govorijo međimursko. Ali pa govorijo knjižno hrvaško, če so pač na neki funkciji, in ta knjižna hrvaščina je potem takšna, kot je pač neki knjižni jezik nekoga, ki sicer non-stop govori narečje, ko pa mora se malo potruditi, pa pač govori takšno približnostno, knjižno oziroma pogovorno različico jezika. Njegove literarne osebe, ki so iz Kabula, ki so iz Grčije, ki so na tej begunski poti iz različnih mest, seveda ne govorijo v teh jezikih, vendar jih tematizira tako, da tu pa tam kakšno besedo uporabijo, in skladnjo, ki ni potem skladnja hrvaškega jezika, in to potem tudi v slovenščini se mora nekako kazati. In ker pa potem to drvi, vsaj pri Ciganu je tako, to s takšnim tempom drvi, pripovedovalci se tako spreminjajo, najprej govori eden, pa drugi, pa tretji, da lahko se ti zgodi, da izgubiš nit, tako da sem že premišljevala, najprej prevedem, ne vem, Sandija, pa potem prevedem Mileno, pa potem, to sem potem upustila, ker ni, pač pa sem se, kot se reče, usedla sem se, prijela sem se tipkovnice in miške, in potem sem pač drvela z njim, tako kot je on drvel, in ko je bilo konec, nisem več vedela, ne kdo sem jaz, ne kako jaz govorim, kateri je moj prvi, kateri je moj drugi, katera je moja knjižna. Si mislim, da so tudi študentje malo opažali, da nenavadne strukture uporabljam, pa da kar neka kajkavščina sili iz mene. Ampak to je, si mislim, čisto naraven prevajalski proces, ko si enkrat na tistem tovornjaku grškem, je to tako, ne? Sem pa Nino vesela, hvala, ker vedno, ko se začnemo o tem pogovarjati, je tako, kot reče tudi avtor, vedno je Baretič omenjen, pa ne bomo danes Baretiča omenjali, ker pustimo 8. poverjenika, gremo naprej. Ne samo naravno, ampak tudi izjemno je to menjevanje registrov. Jaz sem prebral Cigana in res sem užival, ko vidiš, da te stvari funkcionirajo in kako spretno se to izmenjuje. Tako da, en aplavz za tisti, ki ste prebrali, pa veste, kako je, drugi pa preberite to. Hvala. Sem hotel vseeno Baretiču nekaj, ampak ok. Dej. Tam je pa zelo specifičen jezik, gre za roman, ki se dogaja... Gre za izmišljeni Gre za politika, ki mu nastavijo neko fero in ga pošljajo na nek hrvaški otok, ki se imenuje Tretič, se pravi, obstaja otok prvič in drugič, realen hrvaškim, ta je izmišljen Tretič.
in tam ga pošljejo vzpostaviti pač oblast. Ne? In na tistem otoku so večinoma starejši ljudje, ki pogovorijo nek čist svojstven jezik. Ne? Na kak način bi ga označili? Je to narečje? To je, torej, Renato Baretić, hrvaški avtor, je leta 2003 napisal roman Osmi poverjenik. Mogoče ste zanj slišali, ker je bil posnet film po tem romanu in ta film je bil pred 3 leti hrvaški kandidat za tujejezičnega Oskarja. Skratka, izmislil si je, avtor si je izmislil okolje, izmislil si je otok in si je izmislil tudi govorico tega otoka, ker pa je tudi šolan, izobražen, sicer absolviran, ne diplomiran, pa vendarle kroatist, ker ima izjemno uho, kot se reče, za registre najrazličnejše, za narečja, za nianse, je skratka naredil neko mešanico, zmes različnih hrvaških narečij in tudi kakšnih še dodatnih anglizmov oziroma avstralizmov, moram reči. In to ne kar tako na hojladri, temveč to funkcionira na prav poseben vokalizem, prav poseben konsonantizem, posebna skladnja. O tem so doktorske disertacije nastale o jeziku trečičanščini. In to je treba prenesti v slovenščino in to zdaj lahko povem, ko me je urednik Vasja Cerar nagovoril, je kar po pravici mi napisal, 3 so me zavrnili, ali ste vi zainteresirani za to, in v romanu se uporablja izraz vengocoj, kar pomeni knjižno negošta, seveda. Ne? In jaz sem odgovorila vengocoj, misleč, da je prebral roman v izvirniku in da ve, o čem govorim, na kar je odgovor vprašaj, ne? In potem se je tako napisal, da, zelo me zanima, lepo prosim, z veseljem, velika čast mi bo in tako naprej. Trečičanščine se res nisem čisto nič ustrašila, ker če si je lahko on namislil, si lahko tudi jaz, seveda, z nekimi primernimi, primorskimi govori, nareči in tako naprej. Ampak tu ni konec. Tam sta potem pa še 2 Bosanca, Bosanec in Bosanka, ki pa govorita bosansko. In zdaj si predstavljate, da je hrvaški roman, torej naracija je v hrvaščini. In ko v hrvaškem besedilu najdete bosanščino, je to hrvaškemu bralcu razumljivo. Je to razumljivo tudi srpskemu bralcu. Kaj naj storim, da bo v slovenščini razumljivo slovenskemu bralcu, pa da bo jasno, da sta Bosanca, ker moram samo s tem profilirati, da ne zapadem v karikiranje. Da to ne bo Veso iz naše male klinike ali pa ne vem, nekaj podobnega, kot je bil tisti Mercatoni ali kaj, tisti skratka, da ne bi bilo karikirano. No. Tako da lahko se ti to zgodi, ne, da hitro nekam zdrsneš, kamor ne bi smel, lahko dodaš preveč, lahko dodaš premalo. To je kar nevarno početje, iskanje nekih ustreznic, nečesa tako specifičnega, ki pa je tako motivirano v izvirniku, ki ne gre za to, da tam mogoče neka literarna oseba tu pa tam kdaj uporabi kakšen izraz. Ne, ona je v celoti profilirana, karakterizirana s svojo govorico. Nič, kako je videti, temveč nobenega opisa, samo skozi govorico si moraš ustvariti vtis o njej. In mislim, da je to tudi že sicer je prevajanje, vemo, zelo odgovorno početje. To je pa še malo bolj odgovorno, po mojem videnju. Ampak zdaj jaz čisto preveč govorim. Saša, izvoli. Ne, jaz bi tako še kar poslušala, tako da če hočeš ti vrnem, pa razloži še, kako si to bosanščino potem rešila. S čim? No, to bi še lahko. Ja, to so res konkretne zadevščine. Kako rešiti te stvari? Preberite, prosim. Pa smo že pozabili. Ja. So pa recimo tele izmišljeni jeziki ali pa sestavljeni jeziki, tako je zdaj ta tretjinščina pri Baretiću, recimo tudi v Štoprskem vodniku po galaksiji je pa vogonščina oziroma vogonska poezija,
ker je pa se po mojem mnenju Olis Kodre, ki je prevajal Štoperski vodnik po Alexiji, tudi na en zelo dober način mu je uspelo to vogonsko poezijo. So neki izrazi, ki so podobni nekim slovenskim poetičnim izrazom, pa vse skupaj se zdi, kot da je slovenščina, ampak če čisto bereš, ni slovenščina, so podobne besede, je nek ritem, so neke stvari, ki spominjajo nas samoglasnike, pridevnike slovenske, neke, ki smo jih vajeni, mogoče iz neke klasične poezije, ampak tako na neki ritmično zvočni ravni funkcionira stvar, ne? Skratka, s čim vse se soočajo prevajalci, neverjetno. Saša, morda se na to kaj ne veš, ali pa mogoče na ta zadnji roman, ki si ga prevajala. Ravno sem hotela reči, jaz recimo s temi, s kakšnimi, mislim, tako kompleksnimi problemi nisem še imela opraviti. V bistvu v romanu, ki sem ga prevedla in ki je pač ena zmes knjižnega in pogovornega jezika, vezni tekst je pač knjižna francoščina, ki se pač, bom rekla, tako zelo spretno preliva oziroma alternira, recimo, pač z nekim bolj knjižnim obče pogovornim jezikom. Je pa pač ta vezni tekst napisan v knjižnem preteklem času, v passé simple, ne vem, mogoče to komu kaj pomeni, ne pa v passé composeju, ki je sicer pač pretekli čas, ki se pač uporablja recimo v nekem občem pogovoru. To je pomembno zaradi tega, ker gre pač za roman, ki opisuje periferno Francijo, za neko malo mesto v Alzaciji gre, in pač avtorjev pač namen je bil nekako konsekrirati, recimo, ali pa povzdigati pravzaprav ta langage familier, ki ga pač ki ga uporabljajo v bistvu te družbene skupine pravzaprav na eno posebno raven. In potem na drugi strani so dialogi, ki so pač napisani seveda v pogovornem jeziku in tukaj pač nastopajo potem zelo različni sociolekti. Najstniški slang recimo, mama kot računovodkinja govori drug jezik kot oče, ki je recimo brezposelni delavec iz propadlega metalurške fabrike, priseljenci govorijo svoj jezik, neki malomestni dilerji govorijo svoj jezik in vse te osebe se prvenstveno pač karakterizirajo seveda s tem načinom govorjenja. In tukaj ima seveda prevajalec ogromno dela, ne smejo se dogajati, taki mali zdrsi so recimo lahko zelo pomembni, a ne. Ves čas moraš variirati in najti pač točno neko določeno besedo za to, da ne vem, uloviš neke drobne nianse, bodi si recimo je to homofobija, karkoli že, no. Hkrati se mi pa zdi, da je tudi pač eno področje, ki je za prevajalca zelo hvaležna, zaradi tega, ker tukaj matematične natančnosti ne more biti. In si v bistvu ustvarjalno zelo svoboden. No. Več mogoče, vsaj jaz imam tako občutek glede na v primerjavi recimo s klasiko, kjer je veliko več strahospoštovanja, pa zanimivo je, da je pri obojem ogromno piljenja, ogromno dela, da pač ujameš pravi ritem in pravo besedo, a ne, ne gre zlahka, ne gre na pravo žogo, ampak pristop je, vsaj kar se mene tiče, različen v tem smislu. No. To je še en dodaten problem, zapis tega, ne kako zapisovati slang, kako zapisovati narečje, ali boš zapisoval z nekim knjižnim načinom pravopisnim, ali boš fonetično pisal, ali boš pisal neko mešanico pol, skratka. Aha. Zelo pač odvisno od pač, se mi zdi od izvirnika, ne, ker pač izvirnik postavi zdaj v bistvu za kako globok odklon od knjižnega jezika gre, a ne.
Slovenščino v bistvu se mi zdi to samo po sebi že malo težje prenaša, razen če ima to posebno funkcijo, seveda. Đuđa je imela, se mi zdi tudi tukaj, recimo čist drug primer. Jaz pri tem, meni pri tem ni bilo treba iti zelo daleč, tudi nisem preveč naklonjena, moram priznati, slovničnemu pa pravopisnemu pač maličenju. Se mi zdi, da se da to s palimi prijemi v bistvu zelo lepo pač nakazati, ampak dvojina vseeno mora ostati, pač po mojem. Ni govora recimo, da bi kljub samo, pač, čeprav lahko zveni včasih tudi malo leseno, kaj še le kakšen genitiv recimo unikalni in tako naprej. Ampak se mi zdi, da se da pač tukaj res ogromno narediti, se pravim, s pogovorno skladnjo in s besediščem. No? Zaradi tega, ker tudi tukaj se mi zdi, da za francoščino lahko rečemo, da ti odstopi od knjižnega jezika so zelo razplasteni in so, se mi zdi, dosti bolj normirani, dosti bolj sprejeti, že dosti bolj del knjižnega jezika, mislim, literature recimo, ne. Pri nas je mogoče, ne vem, kratki nedoločnik, spuščanje pač določenih vokalov in tako naprej, že nekako ustaljeno, ne. Za kakšne večje odklone pa dejansko moraš imeti zaledje v zverniku in se potem odločiti, da se tega dosledno držiš. Đuđa, hotelaš nekaj dodati tukaj, če se ne motim? To se strinjam, kar je rekla Saša, ampak včasih je tako, da ne moreš, naprimer, če izbereš primorski govor, potem se lahko postaviš na trepalnice, ampak dvojine potem ne bo. Ne? K sreči, to sem bila tako vesela, res naj vam priznam, Kristjan Novak prej omenjeni, jaz sem njegov međimurščino prenesla v slovensko prekmurščino in prekmurščina ima dvojino in to je bilo super. K Simoni po daljšem času sem jo kar malo zanemaril, se pričujem. Kako je bilo predstavljati bolj večjo katalonščino oziroma španščino, te specifike, ne vem, kdo je južnjak v Španiji, Kataloniji, kako je bilo predstaviti ta govor, mešanico slenga, dveh jezikovnih kodov, srbo-hrvaškega, slovenskega, v katalonščino in španščino. Ja, tukaj bi se navezala, kar je Đurđa prej rekla, o tej odgovornosti prevajalca. Meni se zdi, da je ena od stvari, ki jih pravzaprav moramo nekako nase vzeti, je, da ne širimo nekih stereotipov, predsodkov, da ne označujemo ali pa da ne delamo tega, kar pravzaprav tista kultura na nek način misli, da bi mogli biti, ne? Da ne greš v Azijo zaradi tega, ker pričakuješ, da tam ljudje živijo tako, kot si predstavljaš, da živijo in jejo s palčkami in so vsi majhni ali pa nekaj podobnega, ne? Da tudi v literaturi pravzaprav se moraš zavedati, kadar prevajaš iz teh kultur, ki niso znane, da se pravzaprav bojuješ proti številnim predsodkom, ne? In da tudi ne moreš delati prehitrih enačajev, zaradi tega, ker seveda Katalonija in sploh, če bi v tem katalonskem okolju, ne, ta neka usporednica med katalonščino in španščino bi bila zelo hitro podobna temu, kar je pri nas slovenščina pač in vse te južni jeziki, južnoslovanski jeziki, ki prihajajo k nam in so napol razumljivi, napol niso in tako naprej, tudi neka socialna struktura bi bila na nek način podobna, ampak zakaj bi nekdo iz Fužin bil podoben nekomu, ki živi, kaj zdaj, nekje na čist določenem področju v Barceloni, ne? Nima nobenega smisla, zaradi tega, ker je čist drug svet, ki predstavljaš in zaradi tega ne moreš tega prevajati v nek določen sleng, ki bi ga lahko identificiral določeno z nekim področjem, ker so razlike enostavno prevelike. No, tako da tukaj je bilo
nisem šla tako globoko noter v neko iskanje neke avtentičnosti, ravno zaradi tega, da ne bi potem nekdo identificiral naših Fužin z nečem preveč konkretnim, ne vem, pač tam, kjer je knjiga obstajala. In tudi sem prej rekla to, da ima španščina, kadar prevajaš vanjo, prevajaš za 400 milijonov ljudi, se pravi, se moraš zavedati tega, da če greš preveč globoko v neko zelo lokalni jezik ali pa zelo označen jezik, tu ne bo šlo skozi, ne, se pravi, da moraš ostati na tem nivoju, v katerem je slang, tako kot verjeten v francoščini, sam nakazan, ne, ni pa tako živ. S tem, da s tem romanom Vojnovićem, nažalost, z urednikom, mislim, da ne bom delala nikoli več, ker so s tem romanom naredili. Nima besed. Nimam besed ravno zaradi tega, ker se mi je zgodilo to, ker niso razumeli romana, ker niso razumeli situacij, ker jim je bilo vse čudno. Recimo, čisto ena mini anekdota, ki sem jo že enkrat povedala, tisti junak gre sred noči kupiti burek v en kiosk in reče mu prodajalec, pa boš zraven jogurt. In je tista lektorica popravila, a hočeš burek z jogurtovo omako. Ker si ni mogla predstavljati, da lahko piješ jogurt, ker za Španca jogurt ni neki, prvič ni hrana, ampak če že je pol žlico. Ne? In zakaj ti lektor tu popravlja, je vprašanje, ne? Ampak se borimo zelo dostikrat in mislim, da je to vprašanje današnje okrogle mize o pavlihah, ne, in tečnovah, pravzaprav tudi vprašanje tega, na kakšen način ne pomagamo jeziku, da za sabo vleče vse te predsodke, ne, da za sabo vleče to izobčenje drugačnosti, nenormativnosti, kako narediti, da ne bodo Štajerci pa Ribenčani hecni, ne, kadar govorijo na vseh slovenskih nadaljevankah, so humorni tip je tist, ki govori v dialekt, tako kot v Franciji in vse zadnje, ne, če je pa tva, potem tu ne more biti človek, ki ima nobene izobrazbe in tako naprej. Se pravi, tudi en boj proti nekemu diskriminaciji dejansko. Ne. Ampak kaj narediti v teh primerih, ko kakšen kontekst ni razviden ali iz jezika ali iz kulture, ne, tako je bil recimo to jogurt pa burek ali pa recimo tako so bili tisti Bosanci, ali naj prevajalec naredi opombo ali naj te stvari v spremni besedi razloži, kaj naj naredi, da bo škoda najmanjša? Pa da bo prevod najbolj eleganten, če se drugače izrazim. Spremna beseda ni nujna, torej ta možnost jo kar odpišimo. Opomba, če se strinjamo z Umbertom Ecom, pomeni odkrita kapitulacija prevajalca, jo tudi odpišemo. Torej je tretja možnost, ki je, verjamem, vsem najljubša, nekako kompenziraš in lepo spelješ, da bralec nič ne čuti, nič ga ne boli, temveč lepo uživa in dobi tisto informacijo, ki je nujna za razumevanje. Seveda, včasih jaz se Eka vedno citiram s to kapitulacijo, včasih se zgodi, da preprosto res ne moreš brez opombe. Verjamem, da imate tovrstne izkušnje. Sama konkretno, kadar se na primer v hrvaškem besedilu uporabi specifična srbska beseda in se s tem hoče nekaj povedati, ali pa v srbskem besedilu specifična hrvaška beseda in je potem bralcu izvirnika to kristalno jasno, zakaj nenadoma sredi hrvaškega besedila gvozdena zavesa in zakaj nenadoma sredi hrvaškega besedila željezna zavesa. Takrat pač, če ne gre in dvakrat resnično ni šlo, sem kapitulirala in je tam opomba, ker se mi je zdelo, da ne smem tega izpustiti, ker je znova tako pomembno za profilacijo literarne osebe. Ja, naš čas se počasi izteka. Pogovor je zanimiv, še mnoge teme ali podteme bi lahko načeli, ampak bi izkoristil možnost in dal tudi občinstvu možnost, da vpraša naše 3 prevajalke, če jih zanimajo kakšne specifične stvari ali bolj splošne. Tako da, če ima kdo kakšno vprašanje za Đurđo, Sašo ali pa Simono, prosim. Vidim, da se je že razvedlo, da bo zakuska in ste že vsi mentalno že na pol na tistem modu. Komarji že imajo zakusko, tako da. Jaz bi se zahvalil Simoni Škrabec.
Ja, aplauz, absolutno. Saši Role in pa Đurđi Stresovalec. Pa tudi vam za pozornost, hvala.